Na dnevih slovenskega turizma, ki se te dni odvijajo v Radencih, letos potekajo pod naslovom Era kreativnega razmišljanja. Planarnega dela prireditve, ki velja za najpomembnejši strokovni dogodek v Sloveniji na področju turizma, se je udeležil tudi premier Miro Cerar. Slovenija je dežela presežkov. V to se vedno znova prepričam, bodisi v stiku z tujci, bodisi ko jo obiskujem, ko se družim tako z vami kot z drugimi in prepoznavam naše značilnosti in se tisto, kar nas dela tudi za deželo obilja. In ko sem letos na Blejskem forumu začetku septembra, govoril z generalnim sekretarjem Svetovne turistične organizacije, gospodom Talebom Rifajem, je pred menoj ponovil stavek, ki ga je izrekel že letos, pol leta predtem v Berlinu, na Svetovni turistični borzi, kjer je dejal, in citiram: "Kdor še ni obiskal Slovenije, ni zares živel." Mnogi poznate ta njegov stavek, meni pa se zdi izjemno pomembno to, da generalni sekretar Svetovne turistične organizacije na svetovnem dogodku, kjer ga sliši ves svet, izreče takšen poklon Sloveniji. Kaj takega zanesljivo ne bi rekel, če ne bi to zelo resno mislil. In zato mi dovolite najprej, da vam zaželim vsem, ki se ukvarjate s turizmom ali mu pomagate, še več samozavesti. Ko sem bil pred tednom in nekoliko več na Japonskem in se srečal z številnimi predstavniki iz vrha politike, pa tudi vrha gospodarstva, in jih poslušal, kaj menijo o Sloveniji, sem se ponovno spomnil na to, da se premalo cenimo. Ne da bi bili, kot rečemo, napihnjeni, domišljavi, ampak dejstvo je, da premalo cenimo sami sebe in premalo cenimo drug drugega. In jaz sem prepričan, da je to eno od temeljnih spoznanj, ki ga moramo doseči, če želimo naprej s tem odličnim razvojem, ki ga dosegate tudi na turizmu. Slovenija je prelepa, je zelena v vseh pogledih, kulturno bogata in seveda ima prijazne, gostoljubne ljudi, ki poznajo ta svet, ki znajo sprejemati turiste in ki razumejo, kje živimo. Ampak seveda turizem je stalno prizadevanje, tako kot marsikaj danes, marsikje v gospodarstvu. Ne bomo šli naprej, če si ne bomo stalno prizadevali za seveda to, da ohranimo, kar imamo, našo tradicijo, kulturno dediščino, naravo, pa tudi za to, da sledimo ali pa celo soustvarjamo nove trende v turizmu. Da naredimo vse tisto, kar danes pričakujejo tudi mlade generacije, ki razmišljajo drugače kot mi starejši, generacija Y, prihajajoča generacija Z in tako dalje, da ujamemo duha časa, da smo torej moderni, da gremo naprej s časom v prihodnost in verjamem, da se tega zavedate in verjamem, da to ni enostavno, ampak nove tehnologije, nove generacije, spremenjene razmere v svetu to seveda še kako zahtevajo. Potovanje je za vsakogar doživetje in vem, da turistični delavci, vsi tisti, ki ste v turizmu, znate ljudem ta doživetja obogatiti, pa vendar, še enkrat, če ne bomo šli naprej v korak s časom, bili moderni, v prihodnost usmerjeni, bo to vedno težje. Zato seveda vas pozivam, da pri tem vztrajate, da torej nikakor ne odnehate. Kot veste, smo letos v letu 2016 zabeležili že doslej zelo dobre rezultate v turizmu. Denimo že lansko leto, za katero so podatki zaključeni, pa vemo, da je bilo tudi leto presežkov v svetu. Kar 1,2 milijarde turistov so zabeležili v celem svetu, v naši Sloveniji pa smo imeli od tega 3,9 milijona turistov, kar je izjemna številka, in ti turisti so skupaj ustvarili, oziroma ste vi ustvarili z njimi rekordnih 10 milijonov prenočitev in v skladu s tem tudi seveda ustrezne dohodke.
V Sloveniji se tudi sicer število tujih turističnih nočitev v zadnjih 25 letih potrojilo, število turističnih ležišč pa je naraslo skoraj za 70%. Za vse te dosežke in vse ostalo, kar ne morem to omeniti, vam čestitam in vam želim, da bi še naprej nadaljevali po tej poti. Seveda pa so za temi številkami tudi številne priložnosti, ki jih še ne znamo dovolj izkoristiti. O tem bo tudi spregovoril gospodarski minister, gospod Zdravko Počivalšek. In tudi tu vam želim, da bi šli naprej. In če smo lansko leto ustvarili 2,2 milijardi evrov prihodkov iz naslova izvoza potovanj in seveda lahko ugotovimo, da v plačilni bilanci Republike Slovenije to predstavlja, torej turizem predstavlja kar 37,5% izvoza ter 7,5%, prej sem mislil izvoza storitev, pa 7,5% skupnega izvoza, so to res rezultati, na katere se dajte opreti. Bodimo optimistični, širite to okrog, kajti samo na ta način bomo lahko šli naprej. Kaj dela vlada? Mnogi pravijo, vlada ne dela nič, vse se dogaja samo od sebe, razvoj pozitivni v gospodarstvu, turizmu je seveda plod dela vas vseh, je pa seveda vlada kriva, če gre kaj narobe. Mislim, da je treba stvari postaviti na pravo mesto. Zagotovo ste za turizem, za razvoj gospodarstva najbolj seveda zaslužni tisti, ki na tem delate, podjetniki, turistični delavci in drugi. Ampak družba je celota in to vedno znova poudarjam. In če ni dobrega šolstva, če ni mladih ljudi, ki se učijo komunikacije, ki se učijo tujih jezikov, ki imajo znanja, s katerimi bomo spodbujali naš turizem, če ni znanosti, ki sodelujejo z gospodarstvom, potem turizem ne bo tako uspešen. Če nimamo razvite kulture, številnih kulturnih prireditev, ki nas krasijo, in bogate kulturne dediščine, ki jo skušamo še obogatiti z prenovami, rekonstrukcijami in tako naprej, turizem ne bo tako uspešen. Če nimamo dobre infrastrukture, pa ne mislim samo ceste, železnice, ampak tudi internet, tudi vodne infrastrukture, vse tisto, kar potrebujemo sami in kar potrebujejo turisti, potem turizem ne bo cvetel. Če država ni varna, ne bo cvetelo niti gospodarstvo, niti turizem, niti nič. In vemo, da smo po zadnjih rezultatih med 163 državami na svetu na 10. mestu po stopnji varnosti, česar se da moramo biti veseli, ampak se s tem nikakor ne hvaliti in bahati, kajti to je zadeva, ki jo moramo vsak dan znova vzpostavljati, da se kaj ne zgodi. Zeleno, Slovenija je zelena. Ampak če ne bi tudi pristojna ministrstva, Ministrstvo za finance, za gospodarstvo, za okolje in prostor, izvajale ukrepe za še bolj zeleno Slovenijo, za zmanjševanje toplogrednih plinov, za varstvo narave na vseh področjih, za varovanje nature in tako dalje, potem tudi turizem ne bo imel toliko zelenja, kot ga ima danes. Kaj hočem povedati? To, da smo vsi del celote. In tako kot mednarodni prostor vpliva na nas in mi nanj, moramo tudi drug z drugim sodelovati tu v Sloveniji in na mednarodnem prizorišču v korist Slovenije, ne tako kot nekateri, ki so v tujini polni kritik, ampak tako, da pohvalimo to, kar imamo dobrega, to, kjer smo pa lahko boljši, si pa povejmo sami, bodimo kritični, popravimo se, ampak delujmo navzven kot homogena celota, ki sodeluje. In zato je tako pomembno, da ne samo delavci v turizmu, ne samo vlada, ampak vsi, kulturniki, umetniki, športniki, ki so naši ambasadori, vsi sodelujemo pri tem, da to Slovenijo postavljamo na zemljevid in lahko vam zagotovim, kar nekaj potovanj sem že opravil, pa tudi moji ministri so jih in sami jih verjetno tudi, da Slovenija je vedno bolj prepoznavna v svetu kot dežela z ugledom in zato vas seveda ponovno naslavljam s priznanjem in hvaležnostjo, kajti tudi vi ste veliki ambasador Slovenije. Konkretno je vlada, seveda, kot veste, ustanovila kot ločeno enoto ponovno slovensko turistično organizacijo, namenila zanj bistveno večja sredstva delovanja,
Če smo lansko leto namenili za promocijo Slovenije nekaj več kot 5 milijonov evrov, smo jih letos že nekaj več kot 11. In seveda izvajamo številne predstavitve Slovenije, udeležujemo se mednarodnih sejmov in propagiramo ta odličen znak I feel Slovenia, čutim Slovenijo, ob katerem sem tudi na Japonskem povedal, da je to primer edine države na svetu, torej Slovenija, ki v angleščini ima v sebi besedo ljubezen in odziv je bil neverjeten, to so si verjetno vsi zapomnili. Ob tem naj poudarim še nekaj. Slovenija je dežela presežkov. Smo dežela z eno največjih biotskih raznovrstnosti v svetu. Rastlinje, živalstvo, izredna raznovrstnost. Imamo največje presihajoče jezero v Evropi. Smo država, v kateri so našli najstarejše kolo za osjo na svetu. Imamo največji delež državnega omrežja v območjih Nature 2000 in tako naprej. Vse to, kar že poznate verjetno, je tisto, kar nas dela za deželo presežkov in dajmo, ostanimo to in naredimo še vse tiste presežke, nadgrajujemo jih, tiste, ki so plod našega človeškega dela in sodelovanja. Seveda mora vlada postoriti še marsikaj, da bo pomagala turizmu. Nadaljevati z odpravljanjem administrativnih ovir. Še bolje pomagati pri promociji, pri spodbudah, ampak ne samo v turizmu. Na področju gospodarstva nasploh, na področju varnosti, šolstva, znanosti, kulture, športa, povsod. In to je tisto, kar se morda toliko ne vidi, ampak je tako zelo pomembno. Da vsak človek v Sloveniji nekaj prispeva tudi k turizmu in nasploh naši lepi deželi. Kot rečeno, so izzivi. Zavedamo se jih, o njih bo verjetno spregovoril tudi minister. Ampak jaz vem, da smo en kos in vem, da je nekaj zelo pomembno. Poglejte, vsaka stvar v življenju ima vzpone in padce. Tudi turizem ne bo šel vedno navzgor, včasih bo kakšen padec, stagnacija, karkoli. Ampak izredno pomembno je, da težimo k temu, kar je naš skupni cilj, trajnostni razvoj, da znamo biti inovativni, ustvarjalni, tudi kadar je težko, in še posebej, če znamo takrat držati skupaj, potem bomo vsako krizo, bi rekel, zelo hitro prebrodili in šli spet k vzponu. Saj veste, kako je, ne? Ni poražen tisti, ki pade, ampak tisti, ki ponovno ne vstane. Ta znani rek si moramo vedno znova ponavljati in seveda ga dojemati kot našo skupno usmeritev. In če počasi zaključim ta svoj nagovor, izreden ponos mi je, da lahko tu pred vami, pred celo Slovenijo ugotovim, da je Slovenija dobila ta velik prestižni naslov, da smo prva zelena destinacija na svetu. Zato se še posebej vsem vam, ki delate v turizmu, zelo zahvaljujem, zelo močno in toplo zahvaljujem in seveda zagotavljam, da bo vlada še naprej na vse načine promovirala in pomagala pri vaših prizadevanjih. Ostanimo torej zeleni, ostanimo torej država, ki spodbuja tudi kulturo miru, kajti tudi to je del uspešnega turizma in pa neke uspešne države. Ostanimo dežela, ki bo varna, v kateri znamo sami sobivati, da se bodo potem turisti počutili tudi varne, zaželene in dobrodošle. In seveda ostanimo dežela kreativnosti, presežkov in prizadevnosti.